Mi smo delali na motivaciji, da bi končala osnovno šolo za odrasle, da bi si pridobila to temeljno izobrazbo. Potem je ugotovila, da je tudi to premalo, zato smo potem v pogovoru z njo ugotovili, da jo pravzaprav zelo veseli delo z tekstilnimi izdelki, da se tudi nekako ukvarja s to prodajo na stojnicah. Zato se je potem pri nas tudi vključila v program Prodajalec in ta program tudi uspešno končala. Vas smem prositi, da nam opišete svojo kar dolgo učno pot? Ja, odločili smo se skupaj z možem, bilo je zelo težko ob dveh otrok. Sem dvakrat postala mamica in bilo je zelo naporno, zelo težko. Sem pa vesela, da so me spodbujali. Največ me je spodbujal mož, ki je pazil otroke, jaz sem lahko hodila na predavanja. No, kljub temu, da je morala biti mama, žena, ni odvračala od tega, da ne bi zaključila izobrazbe in si pač nekako dosegla zastavljen cilj. Zdelo se nam je, da je Tina pravzaprav svetel zgled vsem tistim svojim nekdanjim kolegicam, tudi nekaterim mlajšim, tudi nekaterim starejšim. Kajti recimo njena prijateljica iz skupine Užu se je sedaj po tolikih letih odločila, da bo tudi ona zaključila osnovno šolo za odrasle in rekla, če Tina zmore, potem bom tudi jaz. Vaši cilji za naprej? Moje cilji, da bi še šla naprej v šolo, v poslovodsko bi še šla naprej. Jeseni bo pa tudi mož šel v trgovsko šolo. Torej ste tudi njega navdušili, ali je tudi sam si želel, pa ste imeli potem vi prednost? Jaz sem ga navdušila, je rekel, da bi on tudi. Jaz na Ljudski univerzi tukaj, mož pa v Lendavi. Lahko rečeš, da v tej družbi ne moreš brez šole biti, ne?